Blaž Tomažin, eden izmed trojice Mariborčanov. Ste vsi Mariborčani? Ja, smo. Ki greste na reli iz Budimpešte do Afrike, 9000 in nekaj kilometrov, boste prevozili z tem avtomobilom. Ja, v osnovi gre za Mercedes-Benza 406D. Svojo pot je začel kot dostavnik, potem so ga pa v sredini 70-ih predelali v avtodom, že prejšnji lastniki. Potem je kar precej časa stal, nato smo ga mi našli, kupili, oziroma ko smo ga pač izbrali za to avanturo. Potem pa je sledila neka predelava, da smo ga malo priredili našim potrebam, našim željam. In ja, to je zdaj končni produkt. Avto je star koliko? Avto ima letos Abrahama, tako da 50 let. Ampak jaz mislim, da se kar dobro drži, no. Predelali ste ga v celoti? Koliko je obnovljenega, kaj je obnovljeno? Ja, v bistvu zdaj tehnika je obnovljena, se pravi te osnovne zadeve, pogonski sklop, bremze in tako naprej. Zunaj karoserija, predvsem rja je bila sanirana in pač dodatno zaščitena, in pa potem noter elektrika in pa voda, se pravi inštalacija vode in elektrike. O sami ceni težko povedano, ker dobesedno še nismo potegnili skupaj vsega, ampak nekje na osebo je to par tisoč evrov, no. Z vozilom, z prijavnino. Pač velja, da organizator tukaj želi ohraniti stroške čim nižje, in ravno zaradi tega je pač nek moto, ki izhaja, oziroma tako nepisano pravilo, da je to Dakar za revne. Se pravi, Traeger strešni je predvsem za dodatno shrambo, no, tukaj te, se pravi nafta, potem rezervne gume in podobno. Potem spredaj smo dodali ta LED bar, predvsem zato, ker je tam nekaj etap tudi nočnih. To smo potem bull bar tudi naredili, je tudi namensko narejen. Ravno zaradi tega, recimo eni kolegi so že v preteklosti sodelovali na tem reliju, pa so sredi Mauretanije, sredi noči zbili kravo, in je to pač posledično povzročilo kar precej težav na hladilniku motorja, potem so se pregrevali. Teda neka pač zaščita, prvi udarec, da prevzame ta bull bar, v primeru, če bi kaj bilo, no. Ampak upamo, da ne bo nič hujšega. V glavnem, ja, tukaj spodaj so akumulatorji, tako imenovani štartni akumulator in pa ta za dom, se pravi, ki napaja vse, se pravi od hladilnika, luči in tako naprej. Tukaj komandni pult, če lahko temu tako rečemo, nič posebnega. CB postaja, tukaj pride GPS, katerega zdaj trenutno sicer ni. Potem vse tipke za od LED bara do luči, prečrpavanje nafte iz dveh ločenih posod, kompresor. Za voznikom še tretji sedež za tretjega člana. Ostali del notranjosti pa predvsem klasično avtodom vozilo, no. Kuhinjski del, hladilnik, štedilnik, kjer bomo pač tudi kuhali, ker pač del relija je, da tudi sam poskrbi za hrano in preživetje, če lahko temu tako rečem. Potem zadaj smo pač malo spremenili, zdaj v tem primeru ta spalni del, in smo posteljo dvignili na neko fiksno višino, da zdaj ni zložljiva, ravno zaradi tega, da imamo spodaj dovolj prostora za shrambo vseh rezervnih delov, pa tudi naših osebnih stvari. Če bi se potrudili, bi lahko tu vsi trije komot spali, ampak kot sem že prej povedal, je bilo vozilo že narejeno v avtodom in smo z nakupom tudi dobili tam spredaj eno posteljo, ki se ob spustu te platforme pač spremeni v spalni del. Tako da smo potem tukaj dva, tam je en pečka, ker za zamrzle noči, ker v puščavi se noči kar precej spustijo temperature, no. Na poti smo 17 dni, se pravi z štartom 31. oziroma 30. januarja zjutraj iz Budimpešte, potem pa pač lepo počasi, vsaj z našim vozilom počasi, no, proti Gibraltarju, Maroko, Zahodna Sahara, Mauretanija in tako naprej.